Dolžni smo slediti napovedim tožb strani Evropske komisije, ker niso bili doseženi določeni parametri. Gre predvsem za odstotek ločeno zbranih odpadkov, izcedne vode in vpliv na podtalne vode, pojasnjuje Bogovič. In na ta vprašanja morajo vsa ta odlagališča odgovoriti in žal so zopet nekateri čakali do zadnjega dne in pokažejo na problem takrat, ko ni več kam odložiti smeti. V Sloveniji je kar nekaj odlagališč, ki imajo potrebno dovoljenje, zato prostor za odpadke je, dodaja. Bili smo pa v tem jugovzhodni Sloveniji znani po tem, da smo v naše okolje sprejemali odpadke od drugod, mogoče tudi po nepotrebnem in neprimerno obdelane v času, ko je bilo potrebno. Mogoče bo se pa moral kdo danes potruditi in najti odpadke za kratek čas tudi iz naše regije v katerem drugem. Od upravljavcev odlagališč pričakuje, da čim prej postorijo, kar jim veleva zakonodaja. Kot smo poročali v petek, novomeški župan pričakuje, če v 2 tednih okoljevarstvenega dovoljenja ne bodo pridobili, pa bomo morali z Ministrstvom za kmetijstvo in prostor najti skupno rešitev. Se pravi, bo morali oni nam povedati, kam bomo te smeti odvažali. Sedanja zakonodaja je takšna, da je tako za sortiranje kot odlaganje so odgovorne občine. Se nam pa na ministrstvu resno postavlja vprašanje, ali vse občine delajo tako, kot bi bilo potrebno. Zato so v operativni program vključili možnost, da tam, kjer občine teh težav ne znajo urediti, odlagališča podržavijo, poudarja minister.